rekel, ne? Na eni strani je primerjanje, se pravi, tukaj si hard on yourself, ne? Na drugi strani pa nisi navajen imeti potrpljenje, ker, zdaj če čist pogledamo society, dost otrokom starši kupijo avto, ne? Ali pa kupijo dober avto, recimo, ima še ta mali. Stari, Pa ne bi rekel, da dost. Jaz sem iz Velenja, jaz nisem poznal en primer, kdo imel hud avto, ki mu ga je stari. Sej, Tako da, Redki so. Ne, govorim, da zdaj je drugače, da v bistvu zdaj, ko je life nekako, večja blaginja je materialna, starši imajo več keša, nasplošno, več dobrin je, iPhone-i so, na iPhone-ih imaš že več storitev, ki jih mi nismo imeli. Hočem povedati, da je v bistvu živiš v svetu, ki je drugačen od sveta, v katerem smo mi živeli, z vidika instantnega gratificationa tvojih potreb. Ja. A ne, sej, če že porniče pogledaš, ne, instantni gratification, lahko si zamisliš, kjerokoli punco želiš in tam se ona prikaže v katerikoli pozi. Ne. A veš, včasih, ne, mi smo mogli revije ali pa ne vem karkoli, ne, in v bistvu imaš manjši, težji potešiš nekaj, kar si želiš. In jaz mislim, ne, moja taka čist amaterska teorija je, ne, da zaradi tega peša potrpežljivost, ki je pa ključnega pomena za katerokoli veliko stvar, ko jo v lifeu narediš. Da se ti usedeš, da si sposoben priti v flow, pa da si patient in se naredijo takrat neke stvari. Ne. Zdaj pa ti nisi sposoben, ker, zdaj bom dal spet tisti primer, ne, če ti oči kup Mercedesa, kako boš ti bil sposoben se usesti v enem low-level jobu za 1000 evrov na mesec. Ti imaš pa avto za 50 čukov. Kako? Zdaj sem dal ekstremen primer. A veš, nimaš tega, kar smo mi imeli, ker si imel ta hunger. A veš, ne? Jaz sem si sam kupil, že to, da imam avto, tistega puntota, ne? Da grem iz točke A do B, meni je dal to ful, ne? En bi pa to bil sposoben, kaj punto, se imam Mercedesa, ne? A veš, in to se mi zdi, da se dela mal še dodatna še bolj težko je, no, tako bom rekel. Itak. Pa imaš pa pričakovanja, ne. To pa je ta drugi aspekt, ne. In pa te to stiska v lifeu. Iz vseh strani, ja, ne. Sploh za tipe mislim, da je full hard zdaj. Tako Ne, vse za vse. Ja, ampak še posebej se mi zdi. Mogoče lahko lažje poistovetimo s tipi, veš. Ja, verjetno tudi, no. Ampak tako, zdaj vse tako bazira na temu successu. Za punce je težko z videza, a ne? Z vidika videza. Ker je to na Instagramu zelo nek tak bar. Pri je pa, ne vem kam, Rolex pa... Tudi sam že koliko followerjev ima nekdo, ki ga poznaš v primerjavi s teboj, je hata, ne, če se primerjaš. Res je. Ful je hud story. Par dni nazaj sem znotraj tega biznis kluba organiziral predavanje z founderjem HTT Pula, z Aljošom, ki je zdaj dobil v firmo 500 milijonov po vrednosti 2 milijardi. Njegova firma je zdaj vredna 2 milijardi. Neke govorice so, da naslednjo leto delajo IPO, kar bo verjetno prva firma, ki jo ima vse so še ostali lastniki, ki so investirali kasneje, ampak ki je founder Slovenca, ki bo delala major IPO. In ena najboljša zgodba iz tega eventa je bila, Aljoša je HTT Pul štartal 2001. To je zdaj 20 let od tega. In po 16 letih stragla, ki so na par let skoraj bankrotirali. In on je bil večino teh let, ali pa zelo velik let, on pa te njegovi najbližji v firmi so bili na minimalcih, ali pa celo zalaga svoj cash noter. In po 16 letih pride njegova žena domov in mu pokaže v časopisu, da iščejo v eni firmi kader in mu reče, naj se zaposli. Tako, konc je stari. 16 let, ni keša. Tako, nehi s to firmo. In to je bilo 16 let potem, ko so ustanovili HTT Pul. 21 let potem so redni 2 milijardi. A ni to sick story? Ja. To je tista slikca, če ste jo kdaj videla na internetu, ko nekdo kople
hoče do diamantov prijeti, ne, in pol en se ustavil takole, ti pa vidiš, kaj je zadnji za zemljo, ne, in en se ustavil tik preden pride do diamanta, ne. Sam to je... No, mislim, tako par stvari mi je bilo hudih v tej zgodbi. Aljošo sem spoznal, mislim, 4-5 let nazaj, ko smo prvič potovali po Tajskem. In takrat, ko sem se pogovarjal z njim, sem rekel, ta model je toliko smart, pa toliko predan delu, toliko tak hustler, da če on enkrat ne uspe, ne tako malo uspe, če ne uspe tako big, se bo tudi meni zadušilo marsikaj, kaj verjamem, in zato sem bil zelo vesel, da je zdaj njegova firma vredna 2 milijardi. To recimo, mi je bilo ful dobro. Confirmation bias. Ja, ne sej, ampak sem ga prepoznal, tako da ni tak bias. A je kaj rekel, da je sreče bilo v tej poti? Ja, ful. No, ok, sam hočem vprašati. Ne, se sem hotel jaz odpreti, ker je ful dobro opisal srečo na tej svoji poti. Ful je bila sreča, da je Facebook hotel narediti deal z njimi, ampak 16 let je on gradil infrastrukturo, da so bili ready, da so lahko sprejeli deal od Facebooka. Sigurno. Tako da to je ta povezava, ne, sreča pa hardworka, ki je ful dobro vidno na tem primeru. Ja, ful dobro mi je bilo, ki je v bistvu rekel, pa ful verjamem, da on je rekel, samo jaz sem verjel vase. In to mi je njegova žena to zgodbo govorila, ko sem bil lani pred njem. Ker je rekla, ja, mislim, ona ni, ne, ona je po 16 letih rekla, konc je, tako, rada bi tudi jaz imela nek udoben life, tako nekega srad. In tako samo on je lahko verjel vase. Veš, tako, mislim, tudi najbližje tebi ne morajo, zato ker nimajo konteksta, ne štekajo, kaj ti veš, ne štekajo marketa. Tako da ja, tak hud story za film.